Včasih morajo kupci premium znamk na prihod določenega modela v segmentu čakati precej dlje kot tisti kupci, ki posegajo po bolj običajnih izdelkih. Vzemimo za primer Tiguana. Ta je na trgu že toliko let, da je pred kratkim doživel že prenovo, na enaki osnovi postavljenega Audija Q3 pa smo dočakali šele sedaj. Q3 je najmanjši in najnovejši Audijev športni terenec, ki se pridružuje modeloma Q5 in Q7. Ta sta po besedah Audija zelo priljubljena, saj so jo do sedaj prodali že v več kot 500 tisoč primerkih. A verjetno je ravno Q3 najbolj smiselen med vsemi Audijevimi športnimi terenci prav zaradi svoje kompaktnosti. Od večjega Q5 je namreč krajši za skoraj četrt metra in z dolžino 4,4 metra povsem okreten tudi v mestih, tako da tudi s parkiranjem ne bi smeli imeti težav. Prostore je znotraj seveda ustrezno manj, a povsem dovolj prtljažnik denimo meri 460 litrov, kar bo zadovoljilo večino potreb. Je pa po drugi strani zaradi višjega položaja sedenja Q3 zelo pregledan. Izdelan pa prav tako kakovostno kot njegovi večji bratje in na voljo z vsemi sodobnimi sistemi, ki jih najdemo tudi pri njih. Pokrov motorja in prtljažna vrata denimo sta izdelana iz aluminija, tako da celotna karoserija tehta le 300 kg. Med zanimivo opremo, ki dodaja udobje, je recimo navigacija, ki uporablja Google Earth, v avtomobilu je lahko internetna povezava, nastavljivo podvozje pa ponuja 4 različne nastavitve. Vzvratna kamera vam pomaga pri parkiranju in celo off-road paket si lahko umislite z vizualnimi dodatki, sistem za spuščanje po klancu navzdol pa ima tako ali tako že vsak Q3. Osnovna izvedenka je na voljo le s sprednjim pogonom in ker se večina lastnikov na brezpotja s takšnimi avtomobili pravzaprav nikoli ne podaja, bo to za marsikoga lahko povsem logična izbira. Med motorji je na voljo en dizelski agregat s 103 oziroma 130 kW in en turbobencinski motor s 125 oziroma 155 kW. Audi Q3 bo v Sloveniji naprodaj od oktobra dalje, za osnovno različico s sprednjim pogonom in šibkejšim dizelskim agregatom pa bo potrebno odšteti 28 900 evrov.